mislim, zakaj se namalc tega ne snema. 37, ki zataknil ta kurčev, pizda. Ja, Madonna. Ne, ker sem že, a veš, najhujše, kot pleteš, ne, in pa Ja. potegneš in se spet zatakne. Ne razumem, kako se je, ampak se je. Pa sem se pa še sam po vseh skresnil, se tega sem bentil. Pravi, da to lahko Bomo narediš, izrezali. da se razburiš. Ne bomo. Ne, da je to zdrav. Tako, sej se to, mislim, ne zdaj, ki je zdrav, ampak pač sem. Ne, malo je zdrav, ja. Ne, da je zdrav. Sam ne smeš pa pretiravati, ker če Dober. skozi prekletvice uporabljaš v dnevu, pol tudi ne zaleže. Ne? Ja, Veš, verjetno, če cel dan. Ne? Ker Ja, ni sem- nič sprosti. Ja, V bistvu ni unga sprostitvenega momenta. Ne. moraš samo tako pač ne. To bo zdaj le za Priložnostno, ne. Ker sem se Kar res razhudil. zapaše. Ker sem se razhudil, se Ja, nisem. sej. Se nisi že cel dan. Se pravi, da ti Da, da. ne da si ti, ampak da ne. Da. Dobro, dobro. Tako, če je tako, ne. Tako. Ja. A smo pri sredičnem 13. poglavju. Aha. 12. poglavje se je res vleklo. Katale avgust. Sploh, če ste bili že julija na dopustu, pa ste trpeli tako, kot mi. Čeprav mi smo bili eni na avgusta na dopustu. Ampak tudi to je že davno za nami. Tako da. Ja. Zdaj smo pa že v... Vse smo že vprašali, ne znaš, kam grejo za novle. Ne, nismo. Nismo še. A ne, vmes smo že, ja, Enkrat smo deset že poletja smo že, ja. Ja. To je bilo že, tako cajt nazaj, da je bilo že, ja, ne Je skoraj. Maldivi Ne, ali pa smo- Sejšeli, ali kako je zdaj? Kako je zdaj s tem, kaj je zdaj modern? Kam Ja, iti? se smo rekli, menjati moš letne čase. Tako, ne. ja. Ja, Tako Da si res kul. Ja, valjda. Takrat, Pa ko si... valjda vse Ja. pol to dokumentirati, ker če ne, ni izbil. Ne. Ja, ne, seveda, pa da poletje nisi... je dobro iti na kakšen ledenik, ki ni prevroče. Ja, Tako, ja, Ja. pa malo... ne en kuhan vinček. Ali pa saj, Ja. a Saudija Arabija šteje, ki imajo oni ti tisk, ki se lahko smučeš noter. Ti si pa dober, če ideš. A Ja, veš, misliš, kle, Arabski emirati, Ja. pardon, Saudija, narobe sem rekel, ja, arabski tak, ki imajo noter smučiše. ti si dober, kadar jedeš, a veš, pa pol Aha. pač skočiš Se pravi, na v avionček, jesen. pa greš. Ne. V jesen plavaš. Fajn je, če bi imel uno kočo tam na smučišču. Ne. A imajo oni koče? Ne. V molu, ali kje je to. Jaz sem bil Itek, umol imajo. v Dohi, sem videl tam pa so bolj reveži, pa imajo sam Srote boge, sam drsališče sred mola. Tako da, seveda poletne. ja, 47 stopinj je bilo. Pa ne, pomlad je bilo šele. Ne, čez 40 je bilo, samo taka čudna vročina. Kje v nedrsališču ali v dzun? Na drsališču je bilo v redu. Tule je bilo vroče. Vsi so v kupakah drsa. Švicu sem kako je. Hvala Bogu, da je So drsal, tako da kupak. sem sam pogledal, kako zgleda, pa šel naprej. Ker, No, tako da ja. Verjetno bojo ljudi na Sejšeli, Maldivi, kaj še tukaj. Ziger je še kaj, ker to se mi zdi tako zdaj že vsi tam. Kaj, Ziher, da so kje že bo- tem- A veš, kaj zdaj bolj tako- kaj bolj Ja, eksotično. valjda. To je, zdaj, Točno, ne, to je zdaj že demode, zdaj se bo spet Ja. nazaj na Savudrije. Ne, Ne, to ne Savudrije, stari. Na šopca. Ne Rovin, tako nek, kaj je tam gor od reke, kaj je Gor od reke. Opatija. Opatija, to ja, veš, to retro, ki je bilo v 50-ih. ne, Mislim, zato da bo to zdaj gre spet. nazaj. ali kaj? Ja, zdaj bo Sam, nazaj. Če si tak, a veš, recimo, zdaj si kriptomilijonar, ki si res, imaš Ja, ne. štir lambote. Stari, to je zdaj nova paradigma, kako se temu reče, Opa. da greš zdaj kaj je mer, a veš, ko ni Opa. benga, ne. Aha, A veš, in tudi ne greš z lambotom, ampak si prav rentaš, si razumeš, Renaulta. kijo. Ali Ali pa Renulta, ja. ne vem. Eno staro laguno si Tako. rentaš še na 15 let, ali pa iz pasa, da zgledaš čist družinski, a veš. Aha, Ne? Pa ne ta novega, ta starega, ne. Si rentaš in pol greš. 2-4-letnik. Ta manj, the best. Te so najboljši. Valjda. In pol greš- Najboljši In pa spas. greš v apatijo in tam ne delaš več 14 dni. Sam- In to sam na objavljaš na Instagramu. Sam na Instagramu to ne zgleda dobro. To je res, to ne bo šlo A skozi. veš, Ah, ki se slikaš pred svojim spasom ali pa kijo. ja.
Pa 2-4 letnik verjetno niso bile lepe kije, ker zdaj so, ne. To je bilo res dobro. Ja. Če imate Espasa ali pa Kio 2-4 letnik. Mogoče to kažemo svojemu prijatelju. Pa če ste res bogati. Ne, tudi kukarkoli ste bogati ali pa niste, če imate dosti zajeto v apatijo, pa se slikati tam v apatiji pred Espasom, pa da to na Instagram, dajte nam poslati link, da vidimo, kako izgleda. Ja. Ker mi nimamo ne Espasa, ne Kije 2-4 letnik. To se sliši dobro. Ja, ampak to se mi zdi, da bi bilo v redu. Ker pop si zihar nabavil, zamenjam Polota 2003 z Espasom 2.4. Kje pa je una Honda, ki je imel Bezos? Se je v njej imel še koliko let nazaj. Kje je Honda? Ja, on se je eno Hondo. Vidiš, pa očitno si na nečem pide. Bolj si bogat, veš, to je njihova Kija. Takrat je bil še en intervju, ki je rekel, da je vse čist dober. Veš, pa je bil že res takrat nalovdan do konca. Naslednji let si pa kupil eno jahto za mali budžet Slovenije. Maunake, take zdaj kupil. 3 letni. A so za njega mogli podariti most ali kaj? Ne, ti si bil. Ja, a vemo, kdo je bil ta. Z uno jahto, ko sem mogel na Nizozemskem, ne vem kje, Antwerp ali ne vem kje, sem mogel en most. A je došlo v razstaviti, pa pol spet se stavil, da je uno jahta. Se je plačal. Ja, je plačal, se je, ni. Ja, pokril strošek, ampak sam. Denar ni ovira. A veš, si predstavljaj. Delavci bojo mogli brez regresa letos zdržati njegovi, ne? Ne vem, če bi on. Prvič. Se ne pač čigarkoli. Kako je že bila una, če te res pridni, pa če te delali nadure, pa če te ne je mal bolniških, ne bo vaš šef mogoče enkrat v vesolje leto. Da, se splača potruditi. Ja, to je pa, je treba imeti cilj. To pa so visoko leteči izzivi. Tako, ja, pa lepo, da imaš več ciljev v svojem življenju, da veš, kam stremiš, kaj hočeš narediti. Ja, vsi moramo hismo cilju stremiti. V podjetju. Če ne, pa gremo vsi na razen. Vsak po svoje rine. Ne, to pa na razen pa nikoli ne brinemo. Pa nismo tima, veš, ne. Nismo tim, ne. Ja, ne. Zdaj pa jaz bi imel večjo plačo, jaz bi imel več dopust, ne. Se kregaš, ne? Tako se pa ne kregaš, vsi so vražajo šefa. Dari tak pokvarili ljudi, to smo poslušali že od nekdaj. To smo že letos apelirali, da nas probate pokvariti, pa se ni izkazali. Ni vam ratal, no. Drage poslušalke in poslušalci, ne. Še vedno smo. Še vedno smo z vami. Stari, dobri, ne. Dedek mraz. Scenarij se zdaj prišel že z uboga, unga internetu mu pa nismo plačali za to, ker pač vse smo rekli, ne, šparamo za piknik. Tako da vsem, ki nas podpirate, smo iz nas srca hvaležni. Tako. Če bi pa radi videli, kako postanemo kapitalistične svinje, pa go ahead. Ne upate. To je pa zdaj že čas. Pa zmer pa izdamo to reverse psychology. Ne smemo povedati, stari, ja. To moraš stati v zraku, vsi vejo, sam ni, veš, ne. Čeprav ne, se ja, ne. Hec. Ni treba. Sam za scenarista. Za scenariste gre. Ja. Mi neč nočemo, sam za nekaj. Je pa v bistvu scenarist nesolidaren s temi hollywoodskimi scenaristi, ki stavkokasi v bistvu. Sam za Savudrijo si je. Sam za svojo rici misli. Sam za Savudrijo je šel štrajkat, pa nič ne v bistvu. Ne, piši to zapisnika, ti smo nam rekli štrajk, ampak bomo rekli dopust. Neplačan. Neplačan dopust. Ja. Zdaj pa še pa če imeli drugega, bomo plavga pisali, ampak tako smo mu dali, pa sam ne plačam. Zadnji ukor pred odpustitvijo. Zdaj, ki je pa september, je pa spet na neplačani službi. Tako da ja. Se splača. Se splača, ja. Tako da v scenaristovo slavo poslušamo zdaj le eno vizo, pa štartimo.
Zdravo, štoparke in štoparji, to je podcast o knjigi, ki ima z majhnimi grozečimi črkami napisano samo eno besedo. In to je une violine, tan. Panika. Panika. Ne. Že spet je. Ja, lej, če tako rekel. Kljub temu, da smo v prejšnjem poglavju spoznali novo verzijo vodnika, smo mi še vedno. Aljo.2. Peli.2. In zi 0,5. Veš, se pa tokrat se pa ne, to pa ne plača, da pustimo je dober del. Še kaj nekaj na 0,0 imamo. Tle zraven mene sam taj neki tih. Če bi spregovoril, bilo malo čudno. Ja. Pol ga ne pit več. Če me v nogo ugrizne. Če se pa pohanike na 0,0 razpoložiš, pa svakaj čas. Pa smal še tistega Jamesona notolil. Podmoranca brez alkoholnih piv. Enkrat smo že razlagali, po mojem tudi v podcastu, da smo enkrat za enega špila v brezalkoholne pire džin. Ne, še ni bil džin, nek slabši šnopc je bil. Ali pa džin, ne spomnim se. Kjerikoli alkoholni pijači delam krivico. A niste pa še CD-vito dajali noter, da bi probali gin tonik narediti? Ti sem pa jaz naredil, ker nam je doma, preden smo šli na Hanju. Ne, pa nekaj je bilo tudi to, drugi je bilo to. Tudi možno, ampak prvi sem doma patentiral, preden smo šli na honeymoon, ker je zmanjkal tonika, pa sem pa kar se limonasto CD-vito. Odlično. Okay. Tok zmačkane smo šla čez Atlantik, vse so pa hitro nedokladno naredili. Ja, kje smo stali? To. Hvala vsem, ki nas podpirate. Ja, vse smo že rekli prej. Ja. Smo že pred intro povedali vse. Lahko gremo pogledati, kaj smo obdelali v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi smo obdelali v zadnjih 3 prejšnjih epizodah smo obdelali prejšnje poglavje. Zdaj pa pridemo do poglavja. Ja, pač vodnik je evolviral v 2.0 verzijo. Vodnik je zbezlov. Ja, mislim, ni še, ampak. Ne zgleda dobro. Ne zgleda dobro. Zgleda kar malce strašljivo, da ne rečem grozeče. Une violine nisem mi všeč. Ja. Niso une ta lepe. Ja, ampak Ford nekaj odkriva, ne. Founding father odkriva veliko zaroto. Nasledi velike zarote. Tako, ja. Vogoni so bili tudi notarne. Ja. In zdaj pa lahko gremo na naslednje. Ja, pa veliko divjih štosov. Zdaj pa gremo, da ne vemo kam, ne točno. Na novo poglavje, to vemo. To vemo, ja. Mislim, kot vsak teden novo poglavje, včasih tudi v več delih, ampak tako se zgodi, še posebej čez poletje. Ja, pojmo ne pol Kvarnik. In bomo govorili v Ne. Seveda, da ne. Ne. Ampak zdaj pa ne smemo povedati, ker je pa poglavje tako napisan, da se mi zdi, da moramo ta suspens držati, kdo je, moramo držati do konca. Tako da zdaj se treba. Ne. Mislim, definitivno ne bomo govorili v Fordu, to lahko rečemo. Ne, to lahko rečemo, ker to nikoli ni. Ne. Ja, zmeraj alterniramo. Zmeraj alterniramo, sam ne vemo, pa o kom bomo govorili, zato ker govorimo o neki ladji, ki se spusti na nek planet. Na rob velike jase. Tako. Pojavila se je nepričakovano, kar se da malo pompa. Ja. In pol ful lepo Ni to, da te pristanejo zmeraj z lučkam. To je bilo pa glih kontra od teh ustaljenih klišejev. Ne, bilo pa čisto. Ampak je bilo pa narava, je bila pa ful lepo opisana. Lepo je bilo tam, kje je bilo. Ja, tam, kje je pristala, je bilo lepo, ladja je bila povprečna, cuče je, ne. Za njih ni bila tako povprečna, ne. Ne, pa se pa prav, da je bilo kar v redu. V bistvu, ne, ni bila tako slaba, ampak njim se je pa zdela še verjetno tako boljša, ker niso še tako ladji videli. Ne. To je res, ja. V bistvu nisem videl še nobene, videl sem samo eno, ki je zgorela v atmosfero, kako. Tako. Tudi pove, ne. Ja, in pol tam spoznamo enega modela, ki se mu reče stari thrash bark. Kako bi temu rekel? Trashbark. Pač to. Trashbark. Angliški priimki. Nas najbrž ne posluša več, ki bi nas poučil pravilni zgodbi. Tako da bo lahko rečemo tudi, ne vem, karkoli. Tudi bargi. Bargi. Ja, bargi. Stari bargo. Ja, en star možakar, ki si mu mlal brado in ne.
Očitno smo na nekem primitivnem planetu. To sem primitivnem, tako bi temu rekel, da ne požalil prebivalcev tega planeta, ampak mislim, da je primitiven kar dober opis. Kukor bomo slišali malo kasneje. Neka starosta, si mrmrani, ki v bradom pove dobre zgodbe. Mislim, niti ne dobre, ne. No pove zgodbe. Mislim, tiste, ki se zdijo njemu, da jih mora povedati, čeprav ga itak ne bi rad prav poslušal najbrž. Ampak zvemo pa, da jih pripravlja za tiste dni, ko bojo večeri skrajšani in ko bojo ljudje zbrani okrog ognja. In ga poslušali in godrnjali, da tako ni bilo, kot je on povedal. Zato, ker ga itak ponavadi ni bilo zraven. Rad pa govori zgodbe, rad jih pa govori. To si pa vzame. Mislim, jih tudi si vzame cajt, da se jih spomne. Se zgodba nikoli, veš, te prava zgodba nikoli ni tako zabavna, kot uno, kaj poveš. To ima prav model. V bistvu. Veš, meni malo dodaš, da je malo bolj nežvo. Zdaj pa po pravic govoril, kam pa pridemo. Se res. Veš, se tako tudi v filmih, navdihno z resničnimi dogodki. Pa pol malo pesniške svobode. Tako, umetniška svoboda, lahko temu rečemo. Ali pa politiki, recimo. Dobro, tisti oni pa gladko lažejo. A misliš? Ne, se imaš prav, sem se zmotil. Ne, oni si bolj na hitro razmišljujejo. Oni ne razmišljajo o zgodbah, oni sprot lažejo. Ti si res ni zabavno jih poslušati. Večino časa niso zabavni. Stari Bargo si več cajtov vzame, pa bolj razmisel. Pa tudi naredi stvar tako neverjetno, da vsi vejo, da je naložil. Naložil je, on to rad dela. On že razmišlja vnaprej, veš, kako bo to povedal. Ja, valjda, on si vse pripravil. Ampak so pa te vaščani pol na nekem zakotnem planetu, zdaj izvemo, v naslednjih vrsticah in planetu se reče Lamuela. Lepi mi. Ja, lepi mi. Lamuela. Lamuela, ni tak. Španska obala. Mal je, Tja, kamor bi Angleži hodili na dopust. Tako, Moje tukaj dubi ideja, Zna biti kitajska. Dobim takoj malo Maldive v ne, pa to je pa plaže, veš. Ne, se ni, ampak ta, veš, ne. Peščena plaža, kakšna palmica. Ta moment, ne. Še vedno španska obala, ampak... Lepo je, ne. Lepo je, tako, lepo, lušen. Lepo je, No, ampak kar naenkrat so pač seveda v prihodu te vesoljske ladje vsi utihnili in življenje je postalo in tudi... Malo človeka, zanimivo je to, če pristane ladje, ki je prej razen une, ki je zgorela, ni zvidel. Veš, da se malo začnejo ljudje malo pogovarjati. Malo te presune. Pa neki pogosto se jim to dogaja zdaj. V bistvu, sicer ne vemo, koliko cajta že prebivajo na tem planetu, ampak saj do Koč pa majhnih vasi so prišli v tem to so že kar civilizacijskem ciklu. Tako da, mislim, daleč je tista pomlad, ko so prvič v skup udarili 2 kamna. Lepo povedal. Tako da, ampak so bili pa po mojem glih toliko zaprepaščeni, takrat, ko so 2 kamna skup ruknili, ker so si hoteli ogledati to stvar pobliže, razen nekdo, ki je čist na koncu vsi v eni tele kolibi neki brundov, oziroma glasno in neobrano prepeval. Tako, pev je, ne samo brundov, pev je. Tako je, pev je. Ampak stari, kaj smo že rekli, stari Bargo je pa že imel plan, in je že roke dvignil proti nebu, ker so se vrata začele brneti, malo se začela malo odpirati, pa on je pa že roke dvignil proti nebu, da je pozdrav bogovom, oziroma si že sprot zmišljeval zgodbe, kva bo napletel. Najhujš mu je bilo, ker on ni niti v njih najbolj meglenih prerogbah ni tega napovedal. Česar koli od tega, tudi od prve. In ga je to ga je malo žrl. To je v bistvu še ena stvar, ki je zdaj ni napovedal. In pol je že maštal, kako bo on to ukomponiral, zakaj to spustil, in da so pač to bogovi zdaj. Zdaj bo pozdravil te bogove, kjerkoli so. Je imel zgodbo, je imel. On je imel vse že napleteno, lepo. Se mi zdi. Jaz si ga kar predstavljam, veš, on roke dvigne tako v lufta, veš, gor, da je v italijanski vojski sluša, veš.
In pol, ja, veš, so ga že kar mal bolele, veš, ne. Ja, valjda, če imaš dolgo pa Una čakaš. loputa pa še kar zaprta, ne, veš. Ja. Pa note en špeter note, veš. Neki krege tam zadnje. Ja. Tako da po tehnem razmisliku spustil roke dol, ker je očitno predolgo trajal tiste. Vodič se ne odpre, ne. Na drugi strani se je začel odpirati in pa neki živečo vrado. Končan zdaj, vemo, Bog. Zdaj za tisti je bil moment, je bil že prepozen. Ja. Tako da, ja. Ja. No, pa z druge strani pa vletita dve postavi. In tega starega Bargota, ne, prav res neč. Gladko sta ga ignorirali. Gladko greš tam en, kada ga ni. Veš, tako da ne. Ni muratal, ne. Ni jih odeli, bogovi so tudi zelo so ga zignorirali, bogovi seveda v navednici. Kako bo pa to v zimski zgodbi povedal, bi pa rad slišal, ne. Mislim, tam bo heroj verjeten, ne. Ja, da bi on prvi, ki je stopil v stik z njima. In da ste mu takoj povedali, da prihajate v miru. Tako. Čeprav ste se še zmeraj kregale, ne. Ampak pole pa, v bistvu so bili pa starejša, ja, zelo čedna ženska v nekem oblačilu z enega najnovejšega materiala, ki je res ful hud, pa res ne vidi, da so prešvican, oziroma bolj, ki si prešvican, manj se vidi, da si prešvican. Lep stoji. Lep stoji, ne. In pol še mlajša postava, neka deklica, ki pa ni imela te obleke in se je videla, da je vsa prešvicana in da so vzmačkana. Da je v kontrast, če bi prišel do izraza. Ja. A misliš, da se zaradi tega kregale? Po mojem, da ne, ampak ja. Ne. Lahko pa tudi. Mislim, se to te zmota, veš, če ne boš lepo udobno potovati. No in pol je ta gospa malo pogledovala na okolje in je nekaj iskala. Ne. In pol je slišala petje iz koče. Ja. In pol zvemo, da je bilo to koča mojstra sendvičev. Ja. Zadnje na levi. In pol se je zasmejala. Ne. Očitno je našla tisto, kar je iskala. Ne. Ampak vas, drage bralke in bralci, bo pa čakal tle en zelo dolg in zelo res divji traktat o tem, kako se pripravlja sendviče. Ampak razdeljen, kako se sendviči dela, je zelo lepo. Umetnost, res celo umetnost, lepo napisan. Jaz zmer, kadar tle berem lačen ratam, ne vem zakaj, malo narezal. Še 3 dni si malo režen. Tako da sem si kar od julija do avgusta. Ne, do septembra. Tako, kot sta prej govorila, ne, veš, popoln kruha, veš. Ja. Kaj smo se prej pogovarjali. Mislim, cel proces razloži, vključno z noži, ki očitno niso karmela, ampak so glih tako dobri, ki se je s kovačem. In koliko nožov, ne samo en, več noži. Trije noži. V bistvu 4, ki je še en navaden zdraven pol. Čiste konjskega vajenca uporablja, ampak ja. No, Dimple, to je drugo. Ja. On ima svoje. Tako. Mislim, vse razložine, tudi pri kruhu, kakšna gostota mora biti, kako je geometrijsko obdelan, mislim, to je noro. Ne. Noži pa itak zarezane, zamazane pa meso res kralj nožev. Tako, ne. To pa res ne. To je že malo japonsko, tako kot mislim, priprava za suši. Mojster sendvičev je svoj ime več kot upravičil, potem ne opisal divjem, tako da mislim, res noro. Z besedo mojster. Ja. Res je premislil vsako malenkost, kako do dobrega sendviča pride. Ne. Ja, in res je užival v tem svojem delu. Če to je bilo še najbolj do vsega. To je pa tudi prepeval si. Seveda ne. Ja. Kdaj si prepevaš ti med delom? Dobro, ti si še mogoče. Ja, včasih. Ja. Bi bilo bolj, če bi si večkrat, ampak ne. Moram reči, da kdaj pa. Ja, tako da ja. No, pol je pa sanjal še o čisto navadni govedini. Ne. Se pravi, očitno me je na tem, ta pojav mi je pa res zanimiv že od skosne. Da si je zmislil, a veš, v bistvu, ne, avtor si je zmislil, da prehod govedine iz točke A v točke B, ki se kar ne zvemo, kako se to zgodi, ampak oni pridejo, ne, od nekje in tam
imajo svoj stampedo in pol jih oni malo lovijo, zato da imajo pol za sendviče za cel let. Ja, ni to lepo, pač ne strebijo vsega, tudi ne gojijo, ampak pride mem, polovijo, nasolijo. To kukar lahko, v bistvu, pa kukar rabijo, ne? Trajnostni prehod. Ja, to pa veš, a imajo kakšne digitalne ure slučajno kje? Nimajo noben. Tudi nobenih zetarjev, ki bi lovili to čisto navadno govedo z LCD displejem. Sam zgodbe pol od Bargija, kako se to lovi, čeprav ni bil nikoli zraven. Ampak ve. Kaj skozi koliko pa zgodbe piše. To me je malo tako na Karla Maja spomnilo. Ja, sam je malo Karl Maj. Bargi je Karl Maj, v bistvu. Lepe zgodbe, sam nisem bil zraven. Zapozim se v redu. In on je čisto na besih in razloži, tudi to razloži, kako je treba meso pripraviti. Seveda. Nasoliti, pripraviti, potem pa seveda z mesorezom, kako lepo odrezati. Ja. Pa ostanke, kako odrezati prav, da so lepo pokriti in te odrezke gordati. Ja. Mislim, tako, je umetnost, zaključ tako lepo, da pravi, in potem jih bo mojster sendvičev na njih uporabil veščine, ki jim jih je prinesel od bogov. Ja. A veš, se pravi, ne da je on res dober, ampak on je res... Ja. Bliže Bogu je, on to dela. Nižje božanstvo bi bil, tako kakšnih bolj razvitih civilizacij. Ko on to dela, je bliže Bogu. Ja, sigurno. Razsvetljenje, če temu lahko rečemo. In tudi je mal že Bog, za njih. Seveda, v bistvu prej Bog je, ko so oni jedli, sem tako dobrih sendvičev zihar, ne. Sicer danes je pripravljal čisto navadne sendviče, ampak ne, če so pripravljeni s tako ljubeznijo, ne. Pa s tem ne more biti oznakan. Pol ne more biti v tem stanju zamaknjenosti. To niso navadni sendviči. Ne, seveda ne. To je umetnost. Ja. On je v bistvu sam katalizator med bogovi in tem ljudstvom, ker se pa v bistvu to prek sendviča kanalizira. Božje meso. Zdaj berem knjigo, sem že prebral knjigo od Rika Rubina, to o kreativnem procesu. V bistvu razlaga točen tone. Mislim, ne od Boga, ampak da ti karkoli delaš kreativnega, to pride od nekje. Mislim, in pač tvoja naloga je kot umetnik, je to, da v bistvu sam si pripravljam počakati na ta trenutek, ko to pride, in pol to sprejeti in kanalizirati naprej v karkoli že to knjiga, film, dobra poslovna ideja, tudi na koncev, karkoli, in pač to sfurati, da pride do konca. Ja. Sicer to ni majhna stvar, ampak, veš, pride pa čisto, da vsi avtorji pravijo, da pride od tam. Eni rečejo temu Bog, eni rečejo temu vesolje, eni rečejo temu karkoli. Tako, kot pridejo tele veščine našega mojstra sendvičev. Tako da, v bistvu je neka umetnost v teh sendvičih očitno. Mislim, v vsaki stvari. Tako. To imajo Japonci, veš, ta obred priprave čaja. Verjetno pri Angležih so sendviči bolj aktualni, kot čaj, ne. Ampak, mislim, pri Angležih tudi s čajem. Samo oni ne zakomplicirajo tega to, kaj Japonci. To pa ne. Ampak še vse imaš neka pravila, ki si jih moraš držati. Zdaj pa lahko, veš, to je pa še vse. Ja, ta mojster čaja, on, če neka stvar ne špila oziroma je nima, se tega sploh ne lotijo. Ni šans. Tako kot naš prijatelj, ki je mojster kruha, ki se je mojstril v peki kruha. Ne tako, kot jaz, ki vržem vrečko v skodelco, pa vodo, pa za 2 minute v mikrovalovko. Ne. Mojster sendvičev take priprave kruha ne bi odobraval. Kaj bi mojster sendvičev nad tistim rekel, ko sem jaz včasih rahlo v kajem prišel zvečer domov. Kako je moja priprava sendvičev takrat izgledala, mislim, da bi... Mojster sendvičev ne bi odobraval. Verjetno bi rekel, vsi sendviči so lepi, sem prosim. Ja. Najedel sem se pa glih tako. Vsi sendviči so lepi. Ja, veš, vse lepo. Sam ne. A veš, to je tako, kad ne. Moji sendviči so bili najboljši taki, ki niso bili sendviči, v bistvu, ampak je bil sam
veliko salame, pa malo kruha. Ja, viš, ne samo mora biti sera. Mora biti razmerje. Že pri pici vidiš, ne, da je manj je več. Ja, točno to. Dvisok kukar kakšen dan. Ne, stari, mora biti vse, mora biti plih prav. Se spomnim, po mojem je to neka ta poslovna ali novoletna, ena od teh zabav, veš, ko imajo teh narezkov celega boga, pa unga parmezana in sem sam ogrsko pa parmezan sem se večer jedel. Najboljš, nič kruha, nič, no pa ful pera. Ful je bil lep večer. Dobro je bilo. Ja. Tehnično težko temu rečeš sendvič, ampak okay. Ja, sej, ni bil sendvič, ampak se bil vse lepo. Zdaj se v tej sodobni kulinariki bi temu rekli razstavljeni sendvič. Ja, sam bi mogel biti če kruhnik. Je bil postrežen. Bil postrežen je bil kaj? Ja, postrežen. Če ga ne maraš, kaj ti ga pač pustiš na krožniku. To je razstavljeni sendvič, ker bi se vse je tam, pa to mogli patentirati. Ja, sam razstavljenem je to, da dobiš pač razstavljeno na segmente, pa dobiš ta občutek sendviča, recimo v tem primeru. Ja, jaz sem imel sendviča, veš. Jaz sem si prav predstavljal, jaz sem vedel ogrsko pa parmezan in sem si tudi kruh predstavljal zraven, kaj je bilo dosti dobro. Ne predstavljaj, to pustimo, fajn si se imel. Ja, v glavnem, mojster sendvičev je pa svoje priloge delal in se ful lepo imel, žgulev je kanorc in rezal je in kruh in tretji in še omakca si je nudil tamle. In že je bila tu nova kitica, nov sendvič in nova kitica Yellow Submarine. Zanimiv. Ja, zanimiv. Se pravi. Res je bil vesel, ne? On zgleda kanaliziral 6 kje druge. Ja. Ali je pa poznal tako? Seveda je poznal. In potem si zaslišal glasne. Ampak čak, zdaj smo napeto zdržali. Ja. Mi smo, kje je eno božanstvo ve komato za Betlov. Sam res. No, mislim, božanstva vejo komado od božanstv. Kaj tacka, ne vem. Tudi oni so mogli kanalizirati, čeprav tole z Yellow Submarine so bolj na hiter pa na kratka, ampak dobro. Zihar je bilo nekaj kanalizacija. Ja, nekaj kanalizacije. Katalizatorji. Se pravi, na hiter pa na kratka, pa so šli pa še en trip. Ja, le. In the place where I was born, no one cared, no one cared, and the name when I was gone. Se pa John obudil na novo rundo Horsa, pa je rekel, da je tole zanimivo, da naredimo, pa pejmo. Joko me že čaka, da si... No, gledam, pa se pa zaslišal glas. Zdravo, Artur! In mojster sendvičev si je skoraj odrezal palec. Ja, to ga je pa malo presenetila, ne? Ti, a ni res Artur na zadnje na unem planetu ugotovil, da vse, kar on lahko da vesolju, je to, da zna narediti sendvič? No, ampak nekje je bila njegova veščina res cenjena. Ja, to je dobra opaska. Izpeljal je to do perfekcije. Mislim, in rad... Tisto nesrečo, ki je iskal, v bistvu je bila... Ne. In sendvičev se je lotil, ne tosto, nekaj toastarja ni znal narediti. Ja. Točno je. Na koncu vse dobro iztekel, razen tale zdravo, Artur, se mi zdi. Najdli so ga. Ja, najdli so ga. Ena od teh žensk ga je našla. Ampak tukaj je pa prišel Pečino obešalnik. Kot se za... to knjižno serijo spodobi. Tako. Najlepša hvala, ker nas poslušate čisto do konca epizode, v kateri smo iznašli razstavljeni sendvič. 2.0. Če pa je, en že obstaja, sad ti si tako dober. Ja. Če res hočete razstavljenega, kupite salamo v šparu, kruh v tušu, olive v plodinah. Ja, tako. Majonezo pa v konzumu. Tako je. Kar se tiče razglednic dopusta, slišal sem zanimivo informacijo, na kateri tudi septembra grejo na dopust, tako da zadnja šansa za pred unimi zimskimi, ko boste šli na Mauritius pa na Sejšele pa na Maldive, do takrat ne bomo težili z razglednicami. Mogoče pa lahko, ne, kaj pa če kar cel let, namest družabnih omrežij raj pošljete razglednice, pa magar skomne. Ja, lahko tudi skomne. Komne je v redu, fajn. Komne je super, ne? Lušen. No, to.
razgledance, če pa res mote, pa tudi lahko na unih omrežjih. Lahko pa tudi zježce, a ne. Komod. Zakaj pa ne? Jaz sem črnuče bliz. A maj ještě svoje razglednice? Mislim, če bi pa kdo rad prišel poslušati, zakaj jih nima? V bistvu. Zakaj jih nima? Se imajo kam pa to? Pomoč pa do pisencev kupiti, pa pol narisati ježco gor, a veš? Tako. Ne. Čim bolj lepš narisati. Otrokom dejte, da ne rišajo. Ja, s temperom. Karkoli. Ja, to nekaj. Naj pustimo kreativi svojo pot, naj pride, kot si ti rekel. Ja, moraš počakati, da pride. Takoj, pride otrokom. Posluš knjigo od Rika Rubina ali pa prebere. Tako. Ne, se ima ful stvari prav. Spet sem vdihnil, pa hotel nekaj povedati, spet nisem hotel povedati še več o Riku Rubinu, ker to je treba brati. Ok, skoraj, ker Pedli ne bo povedal več o Riku Rubinu, z vami smo bili. Jaz sem pa zdaj vdihnil tudi. Še enkrat. Sorry. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Čim več kot dihi, stari baje, da ful pomaga. To sem na unem planetu, ki je bil Artur, niso rabili dihati, nekaj rabimo. Zataknil se mi je. Velike besede vse se mi zataknile. Hvala vsem, hvala srečno. Tako, hvala. Tako. Mislim, da ne vse.